Dobro jutro, ura je 7 zjutraj, smo že na poti. Danes nas pa čaka en lušten dan in gremo na morje. Prvo na slovensko obalo, pol pa še majčkeno čez mejo. Zanimiv vlog bo, ostanite z mano. Evo, danes se kot kaže prvi jesenski dan, dežuje. Po 30 dneh na obali, kaj je bil sonce, smo danes ujeli deževen dan. Sem na Debelem Rtiču in tukaj za mano je ena prikupna kubi hiška, takšna, ki služi namenu shranjevanja igrač, orodja za otroke, za učitelje, za učne pripomočke, zato da se imajo ljudje tukaj na tem mestu fajn. Gremo jo pogledati. Na tej točki bi se pa rad zahvalil Nogometni zvezi Slovenije pa fundaciji UEFA, ki ste naredili donacijo Rdečemu križu, zato da ta hiška lahko tukaj stoji na Debelem Rtiču in je namenjena, da otroci preživljajo lepe poletne dni, ker jih sicer pač ne bi mogli. Zdaj pa šibamo na naslednjo lokacijo, pa se vidimo tam. Moram merkati, da mi ne spodrsne. Evo, še en lep vrtiček na obali, na Primorskem, lepa majhna kubi hiška, pa zraven lesena terasica. Majčkeno še čakamo, da travca zraste, zato ker so bili vroči dnevi in se ni dalo saditi, ampak počasi dobiva tisto svojo, ta pravo obliko, tale lušten vrt. Pojdimo ga pogledati. Poleg kubi hiške, na tej lokaciji stoji tudi tale luštna lesena terasa, ki se takole kaj mokra še fajn svet, to zato, ker je iz eksotičnega lesa. Zraven je tudi terasa na tušu in v bistvu tukaj je pa prostor za, se pravi, za sončenje, za preživljanje lepih sončnih dni. Hkrati imamo pa zadaj tudi majčkeno sence, zato da se lahko tudi umaknemo pred vročim soncem. Posebnost tele majčkene kubi hiške je pa tale zelena streha, zato da smo še bolj v sožitju z naravo, kar je naše poslanstvo. Zdaj gremo pa naprej, čez Hrvaško oziroma na Hrvaško, pogledati še eno lepo hiško, do takrat pa se vidimo. Evo nas, zdaj smo pa na hrvaški Istri in tukaj za mano je spet en lep vrtiček, ta je pa modern, sodoben in tukaj se že vidijo take svetle istrske barve, bela fasada v kombinaciji z temno-rjavim lesom, zato da dobimo vsaj majčkeno tega istrskega tradicionalnega pridiha, ampak v modernizirani izvedbi. A vas zanima, kako izgleda ta vrt? Vrtna hiška ni pomembno samo, da ima tisto funkcijo, zaradi katere jo sploh rabimo, da v njej shranjujemo orodje, recimo v tem primeru kakšne hobi stvari, mogoče kakšne blazine za na plažo, kakšna kolesa, kakšne take stvari, ampak zelo pomembno je, da paše v okolje, da se zlije z arhitekturo same hiše, da se zlije z arhitekturo vrta in šele takrat parcela s hišo kot taka dobi nek svoj podpis, neko svojo, ne bom rekel vrednost, nek čar dobi, nek lep ambient, na katerem je prijetno preživljati prosti čas.
Zdajle bi se pa tokrat vrgel v tale bazen, da se malo hladim, kljub temu, da je oblačenje še kar soparen, ampak se nam mudi naprej, ker imamo še dolg dan pred sabo in gremo pogledat še naprej lepe projekte, lepe hiške. Skr za mano!